uvijek bio za porodicu, za prijatelje, za svoju djecu. Ništa im nije smjelo faliti, stvarno. Baš je se borio da im ništa ne fali. 32-letni Kenan Karamuja je bil redno zaposlen v enem mariborskem podjetju. V prostem času pa je delal še drugje, da bi lahko preživel družino, ženo, 3-letnega sina in dober mesec dni staro hčerko. Na praznični ponedeljek je delal v podjetju BS-VAR. Po tragični nesreči je inšpektorat za delo uvedel inšpekcijski postopek. O sumu opravljanja dela na črno pa obvestil finančno upravo. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvaja druge ukrepe tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu in pa preverjajo eventualne kršitve delovne pravne zakonodaje. Ko smo poklicali na telefonsko številko, objavljeno na spletni strani ob imenih lastnikov podjetja Sonje in Bojana Selinška, da bi pridobili njuno izjavo glede okoliščin smrti, nam je sogovornica zagrozila s tožbo. Potem smo v podjetje poslali tudi elektronsko pošto, na katero je Sonja Selinšek odgovorila, da dogodek obravnavajo pristojni organi, zato dodatnih informacij trenutno ne morejo posredovati. To ni samo bila zdaj tragedija z tem smrtnim izidom, ampak je to, bom rekel, tudi pokazatelj nekega sistema, ki ne deluje tako, kot bi moral.